In akcija! Pozdravljen na Življenju kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš novo epizodo Dolgega jezika. Danes je pa prav tak poseben dan, ker je z mano oseba, o kateri govori celotna Slovenija. Ja, po moje, pa zdaj še Hrvaška, pa tujina, pa malo bo še cela Evropa. Tako da z mano je Raven, en aplavz. Živijo. Ej, ful ti hvala, da si prišla v našo klet na tale mini intervjujček. Z veseljem. Kako si? V redu. V redu? Dober. Tako zdi se mi, da nekaj malo zbolevam, ampak sem se odločila, da ne bom. Tako da je v redu. Ni na mojem urniku, da zbolim. Ne, nimam časa za to. Ker sva že pri času, daj mi ti povej, kakšen je zdaj tvoj life, ki si po mojem na obdobju, ki bo najbolj busy, kaj se dogaja, kako si, kako handlaš, kakšen je tvoj urnik? Pač čist imam kar crazy urnik imam. Najbolj zanimivo obdobje v mojem življenju do zdaj in hkrati tudi najbolj naporno. Mislim, da ni naporno samo zame, pa tudi za ljudi okrog mene, ker pač res nima veliko časa pol neki za prijatelje, za fante, za družino. Ampak, ja, full exciting. Kako pa približno izgleda tvoj urnik zdajle? Vem, da je verjetno vsak dan drugačen, ampak če bi mogla poskušati. Vsak dan je drugačen, ampak ponavadi ostanem tam ob 9:00. Ne vem, do 10, 11 se spravimo doma, imam kakšne intervjuje, grem na vaje, v operi vadim z mojimi baletniki, ki bodo z mano tudi pol na Euroviziji. Zvečer imam spet kakšne druge vaje in pol včasih koncert, včasih. Koliko intervjujev na teden? Ma tam od, ne vem, 2 pa tudi do 10. Preden greva na Eurovizijo pa na to hot topic, bi jaz mogoče se vrnil malo na sam začetek, pa da zvejo mogoče naših gledalcev še kaj več o tebi, stvari, ki jih še ne poznajo. Kaj si želela biti, ko si bila mlada? Od majhnega sem vedela, da bom pevka, ampak to res tako pri 3-4 sem že to vedela. Mislim, sem bila 4, ko sem me vpisala v glasbeno šolo. Pri 6, to je bila kar neka pripravnica, pri 6 sem začela harfo igrati in potem sem pač usporedno z osnovno šolo delala še nižjo glasbeno. Potem sem šla na konzervatorij za glasbo in balet, ki je v bistvu umetniška gimnazija. To zaključila in potem sem šla na akademijo za glasbo, naredila dodiplomski študij, pol magisterij. Pa v zadnjem letniku akademije sem se vpisala še na Sigmund Freud univerzo, kjer zdaj študiram 4. leto in me še 1 leto čaka psihoanaliza. Pa ti za tvoj poklic rabiš toliko izobrazbe? Je to neka strast tvoja, ker pač šola je res... Mislim, jaz ful rada študiram. Pač, mogoče sem malo izjema pri tem, ampak mislim, ja, itak pojem tudi kot gostje v operi, ful imam teh klasičnih projektov, pač sigurno za to rabim izobrazbo, ker drugače ne bi zraven prišla, ampak zdaj kot za pop pevko pa mislim, ful se pozna pri meni, vseeno se mi zdi, da imam to klasično ozadje in mi ful pomaga, da pač ohranjam svojo pevsko kondicijo, tako da bi rekla, da ja, rabim. Pa jaz sem tudi slišal, da si imela tudi ful visoko močno tremo pred tekmovanji. Kako si pa danes tremo pred nastopi? Ja, se to je ful zanimivo, zdaj tako govorim, ne tekmovanja grozno, zdaj pa grem sama na največje glasbeno tekmovanje. Tako da, kar se tiče popa, nimam toliko hude treme, sigurno imam nek tak excitement, pri klasiki pa imam kar hudo tremo, ampak to je bolj tako, največjo tremo sem imela res za harfo, pač res nisem inštrumentalistka, ful mi je to tako, kot pevka sem počutila tu bolj udobno na olju. Se pravi, da nas bi karkoli skrbeli, da bi imela na Euroviziji toliko hudo tremo, da bi šlo karkoli narobe, to je out of the door. Jaz sem se odločila, da ne. Da se to ne bo zgodilo in da bo vse okej. Se zdrava trema je še zmeri boljša, pa nobena trema, ne? Ja, to pomeni, da čutiš neko odgovornost do tega, kar počneš. Pa da ti nekaj pomeni, ne? A si ti v svoji družini edina, ki se ukvarja z glasbo? Ja, v bistvu čisto edina. Moja mama je sicer ima zelo lep glas, ampak nimam nobenega v družini, ki bi bil, mislim, v bistvu kakorkoli, da res povezan z glasbo. So te pa vedno podpirali doma, ker pač petje še zmeri lahko nigun tak šiht, ki bi ga starši mislili, zdaj pa to za zih imela službo, ampak si pa imela vedno doma podporo. Vedno, tako, kar se tega tiče, so pa moji starši, mene in mojega brata, res po moje, da če bi jaz zdaj rekla, da bom, ne vem kaj, nekaj najbolj obskurnega, ne vem, da bom pa zdaj tukaj bila prodajalka jagod ali pa da bom, ne vem kaj, doktorca
kirurginja, vse bi me podpirala, tako se mi zdi, da res. V kakšnem odnosu pa si z družino? Tu se lepo razumemo. Imamo, mislim, da nek tak tako zelo odkrite, odprte odnose, predvsem zato tudi, ker po moje je cela moja družina zelo tako tudi na psihoanalizo in na terapijo je zelo odprta do tega. Ampak, če ti gre glasbena kariera tako dobro, oziroma še zmeraj boljš kot žal večini glasbenikov, bo vas tudi dotaknila, kako je z glasbo spet v Sloveniji. Zakaj zdaj še študij psihoterapije? Čisto za sebe, ne vem, če bom zares kadarkoli imela tak, če bom zares vsaj zdaj v bližnji prihodnosti bila psihoterapeutka. Pa se ti ne zdi potrata časa? Mislim, a ne bi te energije lahko dala nekam drugam v smislu? Pač tako res se trudim razumeti, a ne? Ne, zdi se mi, da je zdravo zame, da nisem samo v mehurčku glasbenikov. Pač psihoanaliza, splošna psihoterapija mi je ful daje enega orodja, da sem lahko tudi boljša glasbenica, da sem bolj tako pomirjena sama s sabo. Sploh si ne predstavljam, da ne bi tega študirala, da ne bi tega znanja in vseh teh orodij za spopadanje z stresom. Kako pa najdeš čas zdajle? Vse, kar počnem v življenju trenutno, mi je ful veselje in če ti je veselje, pa bo že najda cajt. Ja. Cool. Ok, zdaj pa da ostaneva še mogoče malo pri osebnem življenju, pa pri familiji. Ti si vedno bila majčkan bolj kontroverzna, kar se tiče tvoje podobe, za slovenski trg predvsem. No. Zdaj vas se malo dotakniti, kako uspeti kot pevec v Sloveniji. To smo tudi slišali, da je zelo težko, tudi sama si že parkrat omenila. Jaz sem v intervjujih slišal, da ti si imela pred leti zelo veliko željo spet v tujini. Kaj se je zdaj s to tujino zgodilo? Mislim, da je pač Eurovizija itak, to, da grem jaz na Eurovizijo, znak, da imam še vedno to željo. Sigurno se mi zdi, da je moja glasba primerna za tuj trg, verjetno bolj kot za Slovenijo. Predvsem mogoče bolj realistično gledano kakšna tako balkanska regija, tako da ja, ta želja je tam in upam, da mi bo Eurovizija nekako pomagala na tej poti. Kaj pa kot operna pevka v tujini uspeti, koliko je to težko? Kaj vem, da imaš ful audicij pa te variante. Ja. Za vse tiste, ki ne vemo, kako sploh uspeš kot operna pevka v tujini? Ja, to je pa spet druga zgodba, to je pa tudi zelo, zelo težko. Imela sem že veliko audicij, nekaj sem tudi pela v zoni. Na nekih festivalih v Albaniji, pa na Češkem. Pa to se ni šlo? Koliko je to prijavljenih? Koliko je to ljudi? Samo da dobimo lažjo predstavo. To je na stotine prijavljenih, res vrhunskih mladih pevcev, ki so tudi veliki, ki so stari, ne vem, 20-21, jaz sem stara, zdaj bom 18. Ni važno. Ja. V glavnem, pač zelo je težko, zelo je huda konkurenca, iz celega sveta pridejo neki Azijci tam, ki pač še preden so se naučili govoriti, so že peli. A to kaj polena mečejo pod noge, drugim so to kakšni catfighti v ozadju, kakšne so kaj, kako greš dol s konkurenco? Ja, absolutno je to zelo tako cutthroat. Kaj so ti delali? Kako? Daj mi en primer. Povej mi tako izvo za kulistja. Prav konkretno, da bi mi kdo kaj naredil, ne moram reči, da mi je. Mislim, spomnim se, ampak nasplošno v klasiki mislim, da je zelo ta neka tudi mentaliteta. Jaz se spomnim svojega prvega tekmovanja, pač harfističnega, in ena punca, ki je sicer tudi malo medijsko izpostavljena. Vedela, kdo je? Ni treba. Vem, da je tako, jaz sem bila stara tam tam 10, ona mogoče 11, a sem bila prišla še mlajša in ona je prišla do mene in je rekla, veš, to je bilo tik preden sem šla na oder, veš, saj si dobra, ampak jaz sem boljša. To je mi rekla 10-letna punčka. You know what, good for her, she said, this is mine. Tako da to je, so taki momenti, že od mehkega. Koliko imajo pa veze pa familija tle zraven, razen vsega? Mislim, sigurno za kjerokoli umetniško področje, če se hočeš razvijati, vse na neki točki rabiš finančno podporo staršev. Jaz sem to vedno imela
in sem zelo hvaležna jim, ker sem imela in tako sem me podpirala in omogočili so mi vse, ampak sem pa iz familije, ki nima nobenih vez. Od nobenega ne moreš nič. Tako da zares nič mi niso mogli kaj dosti pomagati, se mi pa to zdi tako, če bi mi pa lahko. Pa se dogaja. Pa se mi zdi, da sigurno so neke familije, ki so tako v glasbi na splošno ali tako na sceni bolj pač pomembne in se mi zdi zelo normalno. Mogoče imajo potem njihovi otroci takih staršev pač prednosti in se mi ne zdi čisto nič narobe s tem. Kaj pa v Sloveniji? Jaz sem slišal, da se baje pevci, ki so v Sloveniji, pa pevke, da so zelo uveljavljeni, da so vedno eni in isti. Ali se je to še vedno the case, ali se je zdaj že kaj spremenil? Jaz mislim, da če si mal unikaten, če imaš nekaj svojega zapovedati, kar še drugi niso slišali, če mal izstopaš, je pri nas zelo hitro lahko prideš pač do neke točke, kjer si zelo prepoznaven. Zdaj, a te bo ljudje potem res poslušali, da jim boš všeč, to je pač čisto druga zgodba. Ampak da si pa opažen, se mi pa zdi, da če si res zanimiv, se to tako je opasno. Okay, se pravi, koliko se danes še z opero ukvarjaš? Koliko je opera velik del? Ja, jaz sem imela v bistvu v letošnji sezoni zdaj od oktobra 3 vloge v operi, v ljubljanski operi. V bistvu konec februarja sem debitirala, sem imela svojo prvo naslovno vlogo v tango operi Maria de Buenos Aires, tako da v bistvu sem zelo upletena v to in poleg revizije je ta moja naslovna vloga letos bila zame tako ena izmed, na splošno v moji karieri ena izmed večjih dosežkov, tako da tako na pop področju kot v klasiki trenutno sem tako, pač nekako mislim, da se ful lepo razvijam. Koliko imaš ti tatujev? Nimam pojma. Nimaš pojma? Lahko bi preštejem. Greva. 1, 2, ne. Ne, mislim, da, dobro, če zdaj štejemo res te mečke, ampak jaz ne štejem. Si ga sama naredila? Ne. Jih bi kao mogla imeti, mislim, da 27 ali 28, da sem zadnjič nekaj se pogovarjala z nekom, ampak drugače ne vem, okoli 20. A v operi to nima nobene veze, če si ti potatovirana? Sigurno ima, ampak nekako zaenkrat me še nič ni oviralo. Nikoli, In zaenkrat so vsi režiserji in tako kostumografi to zelo lepo sprejeli, skrili tisto, kar so hoteli. Nisem rabila nikoli skrivati, pa s pudrom. Ne, spomnim se svoje prve vloge v operi, v bistvu to je bilo predlani, ker sem se jaz ful ukvarjala s tem, zdaj moramo to vse pokriti in sem ful morila vsem in tistim maskerjem tam. Na koncu sem ugotovila, da sem jaz edina, ki se sekira, da imam te tatuje in da nobenega ne motijo. Zanimivo, mislim, hvala Bogu. No. Ja. Kakšno imaš pa ti ljubezensko življenje za sabo? Jaz imam zaročenca in skupaj sva zdaj bo 5. leto in zelo sem srečna z njim. Pri 16 sem imela prvega fanta, zdaj je to ful ekskluziven in let's go! Ful povedala tega, to ne vem, če sploh kdaj govorila o tem. Pri 16 sem imela prvega fanta in od 16. leta pa do zdaj, ko bom 28, sem bila vse skupaj samska, mislim, da 1 leto. Oh my God, to be you. Ja, samo 1 leto, ampak imela sem pa vse skupaj 3 fante. Oh, wow, ok. Da, in kaj si se v teh zvezah naučila, iz prve pa iz druge? Ful sem hvaležna za prvo izkušnjo, ker je ful redu fant, ful tako prav, res nisem šla straumirana iz te zveze. Drugi je bil tako zelo, takrat sem se pol ful potetovirala, ful sem cementirala z lasmi, zelo je bil tak arci. Ta tretji je bil pa the one in to sem od začetka vedela in skozi se mi dati nekaj začutiš. Kaj so pa kaj rdeče zastavice, ki jih ne opravičuješ? Laganje, pač to, neiskrenost. Neiskrenost. To, mislim, da karkoli drugega bi res skoraj lahko. Ful se mi zdi pomembno, da s človekom, ki si, da ga spoštuješ. Spoštujete in drugega. To se mi zdi največja osnova. Vem tudi iz prejšnjih zvez, da sem tako, pač ko enkrat zgubiš ta respekt. Zdaj, jaz vem, da ti v svojemu zaročencu javno ne preveč ne govoriš in jaz to popolnoma spoštujem, zato osebno o njemu ne bom preveč spraševal. Ampak, a mi mogoče lahko samo veš, kako ste se spoznala? Ja, v bistvu da se spoznala na enem šutingu, ko je on sceno delal. Pa zdaj je tudi video spotu je delal tvojo sceno, ne? Ful mi zdaj tako, pa še pomagajo, ful mi scenografijo za kakšne šutinge, za kakšne nastope na odru. Pa tudi veliko delata skupaj? Ja, on ima sicer svoje tako v družinskem podjetju, družinsko podjetje zdaj nekako prevzel in pač je tudi iz tega področja tako zelo, mislim, bolje
tak lumberjack handyman, ampak je pa tudi ful, ima te neke umetniške žilice, tako da se ful ujameva tukaj. Koliko časa pa boš še samo zaročena? Ja. Ne vem. Zato je dolg jezik, veš ko? Ne se vem, kaj to. V bistvu je problem samo v tem, da meni se ne da vsega tega organizirati. Ful sem tako razmišljala že o tem, da verjetno ženske, da imam neko to prednost, da pač sem skozi na odru, ful sem velikrat lahko lepo zrihtana in pol mi ne pomeni toliko, da se bom zdaj za svojo poroko ful zrihtala obleko, iskala. To mi je malo celo tako, dobro, lahko sam pridem tja, vse je narejen in sem že tudi rekla Roku, pač vse zrihti, jaz bom pa samo prišla. Sam pač ne vem, če bom. Tako da sam to je nekaj težava. Koliko ti grejo pa kaj na živce vprašanja, ki jih dobijo te samo ženske, kdaj bo otrok in ne moški? Ja, to mi gre prav na živce, ja. Ne, mislim, tako mi je, kaj pa vem, še sama ne vem zares odgovora, to pa ne pa zaradi tega mi gre pa to na živce, ker sploh, da moramo tako, to se mi zdi toliko velika stvar, da trenutno v vseh stvareh, ki se mi dogaja, sploh ne vidim prostora. Mila pa bi kdaj otroke? Ja. Nisi zdaj gunu, ne? Si pa gunu, ko bo čas, bo čas. Ja, tako sem. Cool, a Mina imaš že izbrana? Ja, to pa je. Se prav probavate, ška? Ja, to treniramo. Bi še karkoli sporočila za naše gledalce na koncu tega, da ne morejo gostovat? Neko posebno sporočilo, ne vem, če imam, ampak poslušajte komačega še. Ja, lajkite, subscribite, pa hvala tebi, da si se nam pridružila. Tako da to je to, se vidimo v naslednjem dolgem jeziku, pa lepo se majte. Čau!